Kakšni golobi so golobi pismonoše? A to so taki, ki so tisti navadni v mestih? Ne, so pa sorodniki njihovi. Vsi izhajajo iz skalnega goloba, v bistvu sta bratranca ene vrste. Razlika je pa v velikosti delno, malo večji je golob pismonoša, pa bistveno lepši. Kako to, da golobi vejo, kam morajo leteti? To ima prirojeno. Že kot mladiček tokom selekcij se je, bi rekel, razvil ta čut, da on točno ve, kje je doma. A torej golobi vedno letijo domov? Vedno letijo domov, s tem, da ga pripravimo z določenimi treningi. Najprej morajo leteti okrog hiše, da dobi neko kondicijo, potem pa nekje po 3 mesecih, 4 pa ga že lahko peljemo na krajše razdalje. Recimo od začetka samo kilometer od hiše. In ko je enkrat star 1 leto, je sposoben tudi v enem dnevu preleti tudi do 1200 km se že zgodaj. A v tem golobnjaku živijo golobi? Ja, v tem golobnjaku živijo golobi. A jih smeva pobožati? Ja, lahko pobožate, ampak vedno se živali ki so plahe, posebej golob je zelo plaha žival, tako nežno, jaz ga pa mečkam takole glavco pridržal, tako da ga lahko malo, samo takole, ja, evo. A skozi te odprtine grejo golobi noter? Ja, skozi te odprtine, tako da lahko kažem, kako boš v tale sanček svoje samički. Evo, cak, noter ga lahko vam pa ne more. No, evo. Zdaj imamo pa tukaj 2 mladiča, stara 7 dni, kjer je samček, kjer je samička. Tale je samček. No, dobro ste se zapolnil, pa tudi vidiš malo močnejši klunček. Po vsej verjetnosti bo ta samček. Komu bo ime? Adam. Adam. In ti boš ti zdaj lepo, glej, kar obroček takole drž, pa mu bo lepo nežno skozi tele 3 krempelčke gor dava, vidiš, pa potegneva takole dol. Ne? Zdaj bova povzela tole pero, kar prim, pa špičko tle noter, tole konico, daj tle vmes med prstek noter. Ja, kar daj, pritisnem lepo nežno, tako, evo, vidiš, da je šlo skozi. In zdaj bomo samo takole potegnili in je obročkan 45, 82, 2021, bo pa Hana. Zdaj pa te kar peru, takole, pa tukaj skozi med prstek, tako kar porinili nežno, tako da ga ne poškodujemo, evo, super, to ga nič ne boli, evo pa je. Zdaj gresta nazaj, mamici. Lej, zdaj imamo po golobi bratci in sestre. Ja? A vaši golobi tudi tekmujejo? Moje golobi tudi tekmujejo in to je največji čar vsega golobarstva. Zdaj jaz imam sistem priključen, tukaj so antene, a ne? Tlele imam 3 antene spodaj, ki so povezane na sistem, ne? Tukaj imamo že golobe vnešene, vse, ne? Ustavimo pilota v podnožje, vključimo in zdaj gledamo, če bo prepoznal vse 3 antene. Zdaj golobček prileti domov, hop. In zdaj zapiskal in zdaj pa pogledamo tukaj, a ne? Zdaj pa, če pridete malo bližji, piše gor 107, to je številka kluba, letnik 18, 4031 je pa njegova ID, to se pravi njegova številka. In samo ta je na celem svetu, nobena druga. In vsak golobček ima svojo elektronsko številko, tukaj se podatki zbirajo in potem, ko golobi hodijo domov, se odčita na zaslonu dan prihoda, ura prihoda, minuta prihoda, sekunda prihoda. Kaj so pa tele košare? Te košare so pa transportne košare. Zdaj imamo več transportnih košar, imamo tudi transportno vozilo, posebej v ta namen izdelano, ker lahko spustimo do 1400 golobov hkrati. In tale recimo je za kakšne priložnosti, če se kdo poroči, lahko damo tukaj 2 golobčka noter, se tole odpre, ne, se tlele lepo noter. Potem imamo pa še košaro za treninge, oziroma tudi za transport, ne, vidite, golobčka se da tukaj noter se ga potem tudi ven vzame, spusti se ga pa tako, da se tole odpne, se odpre in golobčki lepo ven zletijo. A držiš? Super. No, zdaj pa kar lepo obrnemo v smeri. Evo, krasno. Super. Zdaj smo jih pripeljali na mesto izpusta. Zdaj se morajo golobčki umiriti, da se orientirajo. Ajde, gremo. Srečno pot domov. Ideš direkt v pravo smer.